Jaz bom kar začela. To je bil super uvod, da je prebilo let, kajti sama imam nekoliko treme pred tako veliko in raznovrstno publiko predavati, v kateri so tako izučeni sirarji, kot moji kolegi z oddelka za etnologijo in antropologijo, gospa županja, kolegi, s katerimi sem pasla v planini, tako da res raznovrstna publika. Kot drugo, danes sama ne bom govorila o planšarstvu na Solčavskem, zato ker tega območja ne poznam. Moje predavanje bo temeljilo predvsem na terenskem delu v Julijskih Alpah, deloma pa bom dopolnjevala s podatki, z informacijami, ki jih imamo na Inštitutu za slovensko narodopisje, kjer delam in kjer je dolga leta planšarstvo in pašništvo raziskoval dr. Tone Cevc. In bo predvsem ena takšna splošna predstavitev, šlo bo za eno tako splošno predstavitev, splošni oris planinstva in sirarstva v planinah. Planinstvo na Solčavskem pa bo predstavila kolegica Elizabeta Vršnik, ki se ji zahvaljujem, da se je odzvala povabilu za komplementarnost današnje predstavitve. Hvala tudi Združenju kmečkih sirarjev za povabilo. Torej, predavanje bo sestavljeno iz dveh delov, in sicer v prvem delu bo čist takšen kratek oris planinstva in planinske predelave mleka. Jaz sem si dovolila že kar začeti, da bomo hitrejši. V drugem delu pa bom predstavila znamčenje treh izvorno planinskih sirov. Torej, v gorskih območjih je bila in še vedno je kmetijska dejavnost otežkočena, zato se je že od nekdaj uveljavljala predvsem pašniška živinoreja. Planine, to so gospodarske enote, ki obsegajo pašnike in gospodarska poslopja za bivanje živine, za bivanje pastirjev, sirarjev in za predelavo mleka so različne, glede na naravno-geografske, družbeno-kulturne in zgodovinske dejavnike. Glede na lego ločimo planine na planotah, v krnicah, kotlinih, pobočjih, terasah, prevalih, slemenih. Potem jih ločimo glede na nadmorsko višino, na kateri se nahajajo, glede na umestitev v okvir neke stopenjske paše, potem glede na vrsto živine ter glede na vrsto živine tudi na mlečne in nemlečne. Različne zgodovinske okoliščine so vplivali tudi na razločke glede lastništva in upravljanja planin. Te lastniki so bili bodisi zasebniki, takšnih zasebnih planine so značilno za območje Solčavskega, lahko so bile solastniške, torej v lasti sren, kasneje agrarnih skupnosti, te so značilne za Julijske Alpe. Kasneje pa je predvsem na teh skrajnem zahodnem obrobju, kjer so bile nekaj časa pod Beneško republiko oziroma v času med vojnama pod Italijo, je dosti planin postalo tudi javnih, se pravi v občinski ali državni lasti. Glede na koriščenje planine lahko koristijo lastniki, najemniki oziroma zakupniki, ali pa tisti, ki v planini posedujejo služnostne oziroma servitutne pravice. Upravljanje planin oziroma organizacija paše in predelave mleka je prav tako lahko individualna ali skupna, se pravi v okviru pašnih skupnosti, sirarskih društev, sirarskih zadrug ali pa kombinirane oblike, kakršne so bile na primer v preteklosti značilne za Bohinjsko, kjer so do uvedbe skupnega sirarjenja, kjer so potem po uvedbi skupnega sirarjenja pasli posebej, skupaj pa so predelovali mleko.
No, vse to je narikovalo tudi arhitekturno in urbanistično podobo planin. Ločimo planine s skupnim gospodarskim oziroma bivalnim poslopjem, potem pa na drugi strani pa planinska naselja, kjer je imel vsak kmet v planini svoj stan. Ta so lahko razpršena ali pa razporejena v vrsto, krog, kakor spodaj so zajamniki, pa tudi potem razlikujejo se planine glede na prevladujoče gradivo. Če se povrnemo k današnji osrednji topiki, sirarstvu. Kdaj so v planinah pričeli s predelavo mleka? Po legendi naj bi domačine v Posočju naučil sirarstva divji mož. Takšne legende o siru, skuti, maslu in sirotki, tisto namreč, kar jim divji mož ni povedal, je po legendi sirotka, ki naj bi bila spet po folklornem izročilu najbolj zdravilna, so razširjene na celotnem področju Alp in na Apeninskem polotoku, kar govori o tem, da naj bi se indoevropski prišleki na območje naučili sirarstva že od predindoevropskih prebivalstv. To potrjujejo tudi recentne arheološke raziskave, ki izprečujejo predelavo mleka na območju Evrope že 5000 pred našim štetjem. Na območju centralnih in vzhodnih Alp pa približno 1000 pred našim štetjem. Se pravi, da predvidevamo lahko, da so železnodobni prebivalci na tem območju že poznali tehnologijo predelave mleka v produkte, ki jih je bilo moč hraniti za zimski čas, uživati preko zime oziroma z njimi trgovati. No, za prve arheološke najdbe toril v Julijskih Alpah pa govori o tem, da naj bi sirarstvo bilo prisotno na območju Julijskih Alp že v času Rimljanov. In predvidevamo, da so potem kasnejši prebivalci, ki so šli preko tega območja in se tu ustalili, prevzeli sirarske veščine od romaniziranega prebivalstva. Paradna gospodarska panoga pa je planinska govedoreja in planinsko sirarstvo postalo v drugi polovici 19. stoletja. To je bilo skladno z tedanjimi siceršnjimi fiziokratskimi prizadevanji na širšem alpskem in evropskem območju. Zasluga na našem območju pa gre za to na Goriškem Franu Povšetu. On je bil učitelj in ravnatelj Goriške kmetijske šole ter Janezu Mesarju, župniku na Bistrici v Bohinju. In sicer na pobudo Frana Povšeta je Goriška kmetijska družba pred 150 leti povabila na Tolminsko švicarskega mojstra Tomasa Hica, ki je v poljublinski planini Razor uredil sirarno in pričel s tem za tiste čase moderniziranom obliko skupnega sirarjenja pod nadzorom izučenega sirarja. Dosegel je tudi, da so se konec leta, da se je 15 družabnikov iz Poljubinja združilo in tako v Poljubinju ustanovilo prvo mlekarsko zadrugo na Slovenskem. Približno istočasno pa je Janez Mesar v Bohinju ustanovil tudi sirarsko društvo za skupno predelavo mleka v Bitenski planini, planini Govnjač in planini Bareča dolina.
Konec 19. stoletja je tako individualno predelavo mleka v planinah, ki je bila do tedaj usmerjena predvsem v maslarstvo, torej izdelavo in prodajo masla v večjih urbanih središčih, nadomestila skupna zadružna predelava mleka iz polnomastnega mleka pod nadzorom izučenega sirarja, kar je pomenilo zelo velik napredek. Takšna zadružna predelava mleka, skupna predelava mleka se je ohranila potem preko celotne prve polovice 20. stoletja, še do nekako 60. ali 70. let 20. stoletja na območju Julijskih Alp. Zaradi različnih procesov deagrarizacije, industrializacije, urbanizacije pa je potem začela postopoma upadati, z izjemo Tolminskega, so pa se nekatere planine, v katerih je predelava mleka oziroma tudi paša bila že opuščena, v zadnjih 2 desetletjih revitalizirale. Primer je planina Zajavornik na Pokljuki, kjer so zaradi slabih cen odkupa mleka vnovič uvedli predelavo mleka, primerljivo tudi planina Kuhinja, na drugi strani je pa planina Medrje, vse skozi niso nikoli prekinili z mlečno predelavo. Je pa število še delujočih mlečnih planin v Julijskih Alpah se je v zadnjih letih ustalilo na približno 25 do 30. Ta številka je pa povedna predvsem zaradi tega, da je leta 1950, ko je Anton Melik dokumentiral planine za svoje monumentalno delo Planine v Julijskih Alpah, da jih je bilo takrat številka 174. No, v drugem delu tega današnjega predavanja pa se bom na primeru znančenja 3 planinskih sirov, Mohanta, Trniča in Tolminca, orisala, na kakšen način se planinsko sirarjenje oziroma bolje podobe planinskega sirarjenja izrisujejo v sodobnih sirarskih, tržnih in turističnih sferah, kakšni kvalifikacijski mehanizmi se pri tem rabijo ter kakšni so nasledki. Leta 2000 je bilo ustanovljeno sirarsko društvo Bohinj z namenom registracije zaščitene označbe porekla sira Mohant. Mohant so v preteklosti izdelovali predvsem na tistih območjih, na tistih kmetijah oziroma v planinah, v katerih ni bilo moč oddajati mleka oziroma organizirati skupnostnega sirarjenja. To nacionalno zaščito porekla je pridobil Mohant leta 2004, na evropski ravni pa zaradi spremembe zakonodaje šele nekaj kasneje, leta 2013. Zanimiv pa je slogan. Slogan Samo eden je Mohant, ki je kot uradni znak predlagan v specifikacijah in ki na nek način izpostavlja to edinstvenost bohinjskega mohanta, kar pa je na nek način pravzaprav zavajajoče. Razširjenost mohanta onkraj Bohinja potrjuje na primer zapis Janeza Mesarja iz leta 1875 v Kmetijskih in rokodelskih novicah. Prav tako pa Anton Pevc v priročniku Sirarstvo iz leta 1925 izraz mohant rabi kot splošen izraz za neoblikovano zvaro, torej kot obči izraz za mehki sir, bodisi iz kislega ali sladkega mleka. In prav zato verjetno tudi še danes na Savinjskem poznamo tudi savinjski mohavt, ki ima primerljiv etimološki izvir. Zaradi specifičnega in pikantnega okusa se certificiranega mohanta od 4 registriranih proizvajalcev v trgovinah in gostiščih proda razmeroma malo.
različnim festivalom, inovativnim kombinacijam s čokolado ter popularizaciji v gastronomiji navkljub. Je pa bohinjski mohant zelo priljubljen med domačini. Ti ga predelujejo sami oziroma ga kupujejo necertificiranega in od neregistriranih proizvajalcev, ki ga iz manjših količin mleka za domačo rabo proizvajajo na bohinjskih kmetijah in v planinah in pravijo, da je pravzaprav to edini pravi mohant. V primerjavi z mohantom, ki se ga je v Bohinju izdelovalo predvsem za domače za uživanje, na trg pa sta ga lansirali geografska označba in kolektivna blagovna znamka Bohinjsko, pa se je trniče na Veliki planini in okolici odvedno izdelovalo predvsem le kot spominek. Uživanju so bile namenjene neokrašene kepe, imenovane tudi sparjenc oziroma sušilc. Gre za zelo elementarno tehniko izdelave sira iz kislega mleka brez uporabe sirila. Sredi 20. stoletja so takšne trniče izdelovali le še redki posamezniki in posameznike, kot sta bila na primer Lojze Preskar in Zefka Humar na sliki. Verjetno bi sama tehnika utonila v pozabo, tako kot se je zgodilo z bohinjskimi ožemčki, ki so bili zelo primerljivi trniču. Če ne bi bili trniči v povezavi z pospešenim razvojem turizma, skupaj z nekaterimi drugimi velikoplaninskimi prvinami ovrednoteni strani različnih strokovnjakov kot dediščina. Tako je na primer arhitekt Vlasto Kopač že v 60. letih Veliko planino prepoznal in dosegel njeno zaščito kot kulturno krajino in jo s tem odločil od sosednjega turističnega naselja z urbanističnim načrtom. Potem na prelomu 20. v 21. stoletje je bila Preskarjeva bajta razglašena za kulturni spomenik, v njej je bila urejena muzejska zbirka. Pred Preskarjevo bajto pa so večkrat prikazovali izdelovanje trničev in pred enim desetletjem so bili trniči vpisani tudi v register nesnovne kulturne dediščine. Vzporedno s tem dediščinjenjem trničev in trničev pa se je dogajalo tudi vključevanje v različne kolektivne blagovne znamke in certificiranje proizvajalcev. Sprva v okviru teritorialne blagovne znamke Srce Slovenije iz Litije, kar pa Kamničanom ni bilo všeč in so tako napravili lastno kolektivno blagovno znamko Trnič Velika planina, Zavoda za turizem in šport Kamnik, čemur je sledila intenzivna promocija v okviru lokalne gastronomske strategije Okusi Kamnika ter različni dogodki, delavnice izdelovanja trniča, skupaj s promocijsko ljubezensko zgodbo, po kateri naj bi trniče, katerih oblika spominja na ženske prsi, pastirji na koncu sezone v parih poklanjali svojim izbrankam. Kljub tem številnim aktivnostim dveh ustanov in dveh znamk pa sta za proizvodnjo trničev registrirani le dve proizvajalki. Ena spod Velike planine, druga pa iz Tuhinjske doline, kar pri nekaterih še vedno vzbuja nelagodje. No, za razliko od tega neuživanja trničev in šele kasnejše neke spodbujanja, vključevanja v gastronomijo, ter bolj pokušanja mohanta tistih, ki ga nismo ravno vajeni, pa je tolminski sir pogosto na mizah zelo različnih jedcev. Ljudje v Posočju, domačini, se oskrbijo navadno neposredno v planinah oziroma pri lokalnih sirarjih. Potrošniki na slovenskem trgu prisegamo na tolminc mlekarne Plenika, turisti pa si navadno privoščijo kos tolminca z zaščiteno geografsko označbo porekla.
Kljub temu, da za razliko od Mohanta in Trniča izdelovanje tolminca ni vključeno v register nesnovne kulturne dediščine, pa se na dediščino oziroma tisočletno tradicijo tolminskega sirarstva, kot izpričuje naslov monografije Vojka Žagarja, sklicujejo različni akterji pri trženju in promociji sira ter osmišljevanju svojega početja. Kmetijska zadruga Tolmin, ustanoviteljica in lastnica mlekarne Planika, je tako že leta 1995 na Urad za intelektualno lastnino podala predlog za registracijo kolektivne blagovne znamke Sir iz planinskega mleka Tolminc. Vzporedno z registracijo kolektivne blagovne znamke so namreč potekala tudi prizadevanja za zaščito označbe porekla, ki jih je vodilo Sirarsko društvo Tolminc. Dve sočasni akciji glede rabe poimenovanja sira, prvič sir registriran kot kolektivna blagovna znamka in drugič sir z geografsko označbo, sta pripeljali do dveh dokumentov, do dveh specifikacij, ko določajo njuno izdelavo, in sicer do sumaričnega in jedrnatega pravilnika o izdelavi sira pod kolektivno blagovnega znamko in do zelo natančnih in podrobnih specifikacij za istoimenski sir za zaščiteno geografsko označbo. Ta raba istega označevalca za dva zelo različna sira je bila za nekatere sporna. Je bilo pa teh malo, kajti primerljivo kot pri Mohantu in Tolmincu je registriranih oziroma certificiranih proizvajalcev malo, za kolektivno blagovno znamko samo mlekarna Planika, za Tolminc za zaščiteno označbo porekla pa poleg mlekarne Planika še dva proizvajalca v okviru Sirarskega društva Tolminc. Kaj je razlog za to? Številni proizvajalci v manjših sirarnah in planinah se iz različnih razlogov ne odločajo za to, ker poleg tega, da ne zadostijo nekaterim tehnološkim zahtevam, ki so omenjene v specifikacijah, na primer velikost kolutov, imajo težave pri vodenju zahtevne administracije oziroma ne zdržijo finančnega bremena, so nekateri izmed njih omenili tudi dejstvo, da pravzaprav ni nobene potrebe po geografski označbi, ker gre za isti sir, naredijo ga po istem oziroma v primeru izdelave iz surovega mleka celo po zahtevnejšem postopku, le ne smejo ga poimenovati Tolminc. So pa ta proizvodnja necertificiranega sira in prakse neregistriranih manjših proizvajalcev, predvsem planinskih, tiste, ki zagotavljajo tudi produkcijo podob tradicionalnih lokalnih praks in dediščine, iz katerih se napajajo certificirani in registrirani proizvajalci. Če ponazorim konkretno, mlekarna Planika se s fotografijami ter z muzejsko zbirko Od planine do Planike, ki spretno besedno igro in oblikovalsko zasnovo predstavlja kot naslednica, citiram spletno stran, naslednica tisočletne tradicije in dediščine sirarstva, da se ravno gre pravzaprav za industrijsko proizvodnjo. Torej, na primeru treh sirov lahko vidimo, da imamo opraviti z različnimi kvalifikacijskimi režimi, ki pa so jim skupno reprezentacija, razločevanje, prilaščanje. In sicer prvo je režim geografskih označb, ki se nanaša na območje pridelave in predelave, in z njim povezan terroir. Zaščita porekla in certificiranje proizvajalcev pa sta mehanizma za domnevno doseganje neke prednosti na tržišču. Potem so tu kolektivne blagovne znamke, že omenjeni Trnič, Velika planina, Tolminc, Bohinjsko. To so instrumenti intelektualne lastnine, ki na podlagi registracije pravilnika omogočajo uporabo vsem članom, oziroma naj bi omogočalo vsem članom, ki se za to odločajo in upoštevajo pravilnik. Potem pa so tu še režimi dediščine, ki se nanašajo predvsem na pretekle in tradicionalne veščine, znanja in prakse,
Dediščinski inštrumenti, to so registri, razglasitve, muzejske predstavitve in sklicevanja na tisočletno tradicijo sirarstva, pa so namenjeni v prvi vrsti povezovanju in razločevanju skupnosti. V praksi pa prihaja med temi različnimi registri tudi do vzajemnega učinkovanja, sinergij, pa tudi do razhajanj in trenj. Zdaj, če povzamem na kratko, v nasprotju s sloganom smo ugotovili, da mohant pravzaprav sploh ni samo eden, da je trniče moč izdelovati tudi v Tuhinjski dolini in da ima sklicevanje na tisočletno tradicijo sirarstva izrazito sodobne implikacije. Zdaj, če dejstvo o ohranjanju dediščine za prihodnje rodove vzamemo resno in dediščino razumemo kot vrsto dejavnosti, ki se ukvarja s sestavljanjem, graditvijo in oblikovanjem prihodnjih svetov, potem predstavljeni primeri orisujejo, kako si različne skupine, ustanove in sirarji z raznovrstnimi dediščinskimi praksami in kvalifikacijskimi orodji gradijo svoje želene predhodnosti. In predpostavljam, da je bila tudi ustanovitev združenja kmečkih sirarjev pred četrt stoletja tudi takšno željo po grajenju neke druge sirarske prihodnosti. Hvala za pozornost.